Nahajamo se v čudovitem Mariborskem parku, v prelepem ambientu na otroškem Lentu. In danes smo tukaj odkrili tudi Tadeja Toša, tokrat malo drugače kot pred mikrofonom. Kaj počneš tukaj? Danes sem babysitter s silom prilike od zore do mraka in zato smo z Evo izkoristila priložnost, da najdemo neko akcijo, neko motivacijo in da se premaknemo s Kicara pri Ptuju v Maribor na Lent. Smo ga danes ujeli tukaj le zato, ker ni na sporedu nogometnih tekem. Nisem neki ekstremni nogometni navdušenec, sem pa zelo vesel, da imam danes priložnost biti tukaj zaradi tega, ker je to, kar z Evo vidimo ta trenutek, nekaj krasnega se mi zdi za otroke, zelo dobrodošlo. Eva se veseli družbe, Eva se veseli vsega, kar se premika, zelo rada ima balone, žoge in muziko. Kot pravi, je zaradi pomanjkanja časa v okviru letošnjega Lenta obiskal šele 2 predstavi in še to svoji. Mi je včasih celo žal, da ne morem biti na Lentu vsak dan, ves dan. Tako predstava prvega dne Lenta na glavnem odru kot predstava na odru Rotovž sta bili odlično obiskani in poželi bučen aplavz. To se bo ponovilo tudi 10. julija, ko bo ponovno nastopil na Rotovžu. Odziv občinstva kaže na to, da je trenutno material, ki ga obdelujem in način, na katerega se ga lotevam, nekaj, kar je ljudem všeč. In to je absolutno nekaj, kar je zelo razveseljiv podatek za mene kot ustvarjalca. In kaj so tiste teme, ki so trenutno najbolj pereče? To so teme, ki nas vse združujejo. Od tega, kak človek zjutraj mora iti na stranišče in kaj vse se dogaja, ko to stranišče ni domače stranišče, ampak neko drugo stranišče, do tega, kak se je na bazenu poleti treba polulati, do stanj v vrsti v trgovini, do težav z denarjem, do dialogov moško-ženskih družb za zaprtimi vrati. Loteva se vse od drobnih nepomembnih tem do aktualnih političnih in družbeno-socialnih vprašanj, a vzame inspiracijo iz lastnega življenja. Tudi veliko, predvsem pa gre za to, da kakršnokoli situacijo, ki bi si jo lahko zamislil kot dramsko oziroma nekaj, kar bi se dalo napletati na odru, pretiram krat 10 in bolj si izmislim nekaj, kar se mi zdi nemogoče, ko to na odru povem, slišim odziv v občinstvu, da se nekomu dejansko to že tudi zgodilo. Svoje predstave ponavadi začne z enim, kot sam pravi, neposrečenim vicem o Jamesu Bondu. James Bond po službi, ko gre v penzijo, dobi hčerko in čez 15 let je njegova hčerka stara 15 let in hčerka ga vpraša, če bi lahko šla v disko, James Bond reče, da ja, hčerka ga vpraša, kdaj pa moram biti doma, ata, in James Bond reče ob enih. Pol enih. Vidiš, in tu se nihče ne nasmeji, tu nastane ena taka tišina in iz te tišine potem krene stand-up komedija. Super. Smejimo se radi in veliko, pa se Slovenci znamo nasmejati tudi na svoj račun. Ja, se smejimo na lasten račun, ampak ne smejimo se radi zelo dolgo na lasten račun. Radi se nasmejimo, ni pa, da bi se radi smejali še kar naprej. Najin sprehod se končuje, kaj ti je bilo najbolj všeč? Všeč mi je to, da je tu na kupu toliko otrok, da je dosti sence v teh časih velikih ozonskih lukenj in nenormalnih temperatur in vročin. Všeč mi je to, da se je Eva imela v redu in to je vse, kar šteje. Upam, da bo ta del festivala Lent uspešno rastel še naprej, ker si zasluži, da bi postal še večji.